Hvala lepa. Dragi prijatelji, lepo vas je videti v tako velikem številu. Škoda, da rojstni dnev ni več, ampak enkrat na leto. No, prejšnji teden smo se pogovarjali, da moramo ustvariti kar prijetno vzdušje v dvorani. Da sem razmišljal, zakaj vam ne bi povedal najnovejšega političnega vica iz Bruslja. Ste za? Okej, tako grem. Borut Pahor išče službo v Bruslju, na teh inštitucijah visokih, ga povabijo na razgovor, na intervju in ga vprašajo, gospod Pahor, že poznamo nekatere vaše dosežke, ampak vendarle sami povejte, kakšne so vaše sposobnosti, znanje, izkušnje, veščine, vrline. Pa Pahor si vzame 5 sekund časa in odgovori. Najprej sem ustvaril nebo in zemljo. Dobro. Zdaj pa malo resno. Čutim se že malo seniorja v tej zgodbi, zato lahko tudi mojim kolegicam in kolegom, ki bodo tekmovali za sedež v Evropskem parlamentu, položim nekaj na srce. V bistvu sta dva pristopa, ko gre za evropske volitve in pa tudi ko si že evropski poslanec. Prva je ena lažja pot, greš v ponedeljek v Bruselj, se obvezno vpišeš v register, da si bil v službi, potem lahko greš na fitness, so bili tudi taki, ki so hodili na fitness, zvečer so se udeleževali raznih srečanj, večerij in podobno, niso odpirali perečih tem, to se ne sme, če hočeš biti dober v mainstream medijih, dominantnih medijih, dobro zapisan poslanec. Je pa tudi druga pot. Ta je malo bolj strma, trnova, tudi včasih hladna, težko neke vrste mantra. Lahko odpiraš najpomembnejše teme, tudi tiste, ki so pereče, ne boš prišel v dominantne medije v Sloveniji. Lahko odpiraš Pučnikovo dvorano v Evropskem parlamentu, težko prideš v medije. Lahko so ti zaupane pomembne funkcije, težke 110 milijard, kot stalni poročevalec recimo, koga briga, to v Sloveniji rečejo pri dominantnih medijih. Skratka, lahko garaš in tvoje delo ne bo videno in slišano, če bi spremljali samo dominantne slovenske medije. Tudi če te kakšna revolucionarna garda da na črno listo za odstrel, pa kaj? Ni vredno, da si na dominantnih medijih. Pa vendarle niso vse tako mogoče. Že Pučnik je govoril, tudi najbolj totalitarni sistem je kot sito, kot rešeto. Prepusten. In hvala Bogu, da je tako. In zato vi dobro veste, da vsi mi, ki bomo tekmovali na teh evropskih volitvah, bomo zbrali drugo pot, tisto ta težje, ampak tako, da ob koncu dneva lahko rečeš, dobro je bilo, dobro sem opravil, ker nam gre v Pučnikovem smislu za stvar, torej na še eno zmago.